Dobrodošli. Danes imamo pred sabo en tak, res poseben tekst. Esej naslovljen Telefon kot bog v žepu. Vizija prihodnosti. In naslov, moram reči, ni samo neka metafora. Sploh ne. Avtor res slika eno, kako bi rekel, skoraj znanstveno-fantastično, včasih kar malo ekstatično podobo prihodnosti. Ja, kjer naši telefoni, pametne naprave niso več samo orodja. Postanejo nekaj veliko večjega. Točno. Portal v druge svetove, nekakšno zrcalo duše ali pa, kot pravi naslov, skoraj bog v žepu. In ta vizija res postavlja tehnologijo nekam onkraj tega, kar poznamo danes, ne? Skoraj naraven magije. Absolutno. In najina naloga danes je, da se malo poglobiva v tole futuristično sliko, da pogledava te ključne preskoke, ki jih esej napoveduje. Torej, od nevronskih vmesnikov, ki naj bi brali misli, pa do kvantnih procesorjev v žepu, pa napredne umetne inteligence, ki postane recimo osebni genij. Wow! In cilj je torej razumeti, kaj bi vse to pomenilo za nas, za človeka, družbo, zdravje, ustvarjalnost. Ja, točno to. Ampak poudariti moramo, da raziskujemo vizijo, kot jo pač predstavlja ta esej, z vsem optimizmom in drznoščjo, ki jo prinaša. Dobro, začniva torej pri osnovah. Esej sicer priznava, da smo že zdaj dosegli ogromno, se spomnim iPhone 4 leta 2010, pa sprednja kamera za videoklice. Ja, to je bilo takrat wow. To je bila revolucija, ja. Danes pa imamo telefone z 8K kamerami, procesori, ki so močnejši od starih superračunalnikov. Ampak esej pravi, da je tole šele začetek, ne? Predjed. Tako nekako. Prava preobrazba naj bi bila v tem, kako sploh doživljamo svet. Telefon naj ne bi bil več samo naprava v roki. Ampak dejansko podaljšek našega uma, to je ta ključna ideja. Podaljšek uma. Ne gre več za tipkanje, pa tudi glasovni ukazi so po tej viziji že malo včerajšnji dan, recimo. Že mimo, ja. Govorimo o preskoku k nevronskim vmesnikom, torej tehnologiji, ki omogoča neposreden pretok informacij med možgani in digitalnim svetom. Torej, namesto da kaj rečem ali vtipkam, samo pomislim. Tako, samo pomisliš. In primeri v eseju so res osupljivi. Pomislim, pokliči mamo in kliče. Pomislim, pokaži fotke iz Pariza in se prikaže holografski album. Še bolj noro mi je tisto z vprašanjem, kako se počutim. Ja, da naprava analizira vse biometrične podatke, srčni utrip, hormone, spanje, mikroekspresije. In ti pove, kako si. Morda še preden sam dojameš. Zveni kot znanstvena fantastika, res. Ampak esej poudarja, da temelji za to že obstajajo, ne? Ja, omenja Neuralink, recimo. To podjetje Elona Muska, ki dejansko razvija te možgansko-računalniški vmesnike. Aha. Vizija je, da bodo ti vmesniki postali čisto majhni, neinvazivni, mogoče v slušojnkah, očalih, lečah. In potem fizični telefon, kot ga poznamo, morda sploh ne bo več potreben. Lahko bi postal odveč, ja. Morda le nekakšen simbolični daljinec za misli, preden izgine. Neverjetno. Ampak, kaj pa nadzor? Kaj, če pomislim nekaj narobe ali pa nekaj, česar nočem? To je odlično vprejanje. Esej tega sicer ne razdela v nulo, ampak nekako predpostavlja, da bo sistem zelo napreden pri filtriranju namere. Torej, da bo vedel, kaj mislim resno. Verjetno bi zahteval neko mentalno osredotočenost, vsaj na začetku. Ampak gremo naprej k zmogljivosti. Če misel postane ukaz. Rabiš ogromno procesorske moči, ja? Točno. Esej govori o kvantnih procesorjih. V žepnih napravah, okoli leta 2030. Kvantni procesori v telefonu, ne kot neki laboratorijski prototipi? Ne, kot nekaj običajnega. In tu moramo razumeti, kaj to pomeni. Kvantni računalniki delujejo drugače. Uporabljajo kubite, ki so lahko hkrati 1 in 0. Aha, ne samo eno ali drugo. Ja, in to omogoča eksponentno večjo moč za določene probleme. Kot bi iskal pot iz labirinta. Klasični računalnik gre po eni poti, kvantni pa nekako preveri vse hkrati. In kaj bi lahko s tem reševali, tako v žepu? Esej da en primer, ki je res drzen. Telefon naj bi bil sposoben v realnem času simulirati celotno človeško telo. Na celični ravni. Celo telo, vsako celico.
Tako nekako. Predstavljaj si, kaj to pomeni za medicino. Naprava bi zaznala bolezen, recimo raka ali kaj podobnega, še preden se pojavijo simptomi. Torej, popolnoma personalizirano preventivno zdravljenje. To bi res spremenilo vse. In na to se potem veže še umetna inteligenca, UI. Ja, od današnjih modelov, kot je ChatGPT, Do nečesa, kar esej imenuje osebni genij ali celo soavtor življenja. soavtor življenja. Kaj to pomeni v praksi? Pač ne več samo asistent, ki odgovarja na vprašanja ali napiše besedilo, ampak partner v ustvarjanju, v razmišljanju. Aha, Esej opisuje scenarije, kjer namiselni ukaz, torej spet preko nevronskega vmesnika UI, ustvari neko kompleksno umetniško delo. recimo sliko ali film iz sanj. Ja? In to ne samo sliko, ampak celostno doživetje. Zvokom, mogoče celo vonjem, utipom, preko haptičnih vmesnikov. Haptični vmesniki. Torej bi lahko dobesedno čutili to, kar ustvarimo. Nekako tako, ja. Esej opisuje primer, ko UI napiše pesem o zaljubljenosti v dež. Ampak to ni samo besedilo na ekranu, ampak doživetje v virtualni resničnosti, kjer ti dejansko čutiš tiste kaplje na koži, vohaš mokro zemljo, medtem ko se pesem odvija. Telefon postane orodje za kreiranje in doživljanje realnosti. Tukaj postane vizija še širša. Ne gre več samo za eno napravo. Točno. Esej govori o mreži, ekosistemu. Naš osebni genij je središče povezano z vsem. Avto, hladilnik, očala, oblačila. Celo s telesom, preko senzorjev. To je res internet stvari na steroidih. Ki ga poganja osebna UI. In ta povezanost omogoča avtomatizacijo, predvidevanje, na ravni, ki si jo danes težko predstavljamo. Kot tisti primer, prideš domov, utrujen, lačen. Ja, in sistem ve, niti treba nič reči. Na podlagi tvojih podatkov, koledarja, navad, hladilnik predlaga večerjo, luči se prilagodijo, vse proaktivno. Sliši se ful udobno, malo pa tudi, kje je potem moja svobodna volja, kje se konča pomoč in začne vodenje. Dobro vprašanje. Ampak pojdimo naprej k zajemu sveta. Danes govorimo o megapikslih. Esej pa omenja kamere, ki zajemajo svetlobna polja. Kaj zdaj to? Svetlobna polja? Sliši se kompleksno. Ja, ampak v osnovi gre za to, da kamera ne zajame le 2D slike. Zajame informacije o svetlobi, ki potuje skozi prostor v vseh smereh. Vsak foton. Torej, ne dobiš ploščate slike, ampak Popolno 3D digitalno repliko prostora in časa. V tistem trenutku. in kaj naj bi s tem počeli? Tisti primer z otrokovim rojstnim dnem je kar dober. Čez leta ne bi gledal samo videa, lahko bi dejansko vstopil v prizor. Kako stopil? Hodil bi po prostoru, gledal iz različnih kotov, se osredotočil na detajle, kot bi imel spomin, ujet v steklenico, ki ga lahko vedno znova obiščeš. Fascinantno. In mogoče malo srhljivo obenem. Podobno revolucionarna je vizija za zdravje. Osebni zdravnik, terapeut, nutricionist, trener, vse v enem. Ja, in ključ so napredni senzori, biosenzori. Morda mikroskopski vsadki pod kožo ali celo nanotehnologija integrirana v celice. Nanotehnologija. Tehnologija na ravni atomov. Ja, in ti senzori bi stalno spremljali stanje vsake celice. Kot sem rekel, odkrivanje bolezni na začetku. Ampak vizija gre dlje. K aktivnemu zdravljenju. Točno. Zdravljenje depresije s ciljanimi električnimi impulzi. Regeneracija tkiv z nanoboti, ki jih usmerja naš žepni bog. In vrhunec te zdravstvene vizije. Je upočasnjeno staranje. Ker bi sistem nenehno optimiziral procese na celični ravni, bi lahko nekdo pri 80 izgledal kot pri 40. Telefon bi upravljal staranje. To je pa res optimistično, skoraj utopično. Prikazuje pa skrajni potencial te vizije. Ja. Enako radikalno je za izobraževanje. Pozabimo šole in učbenike. Nekako tako. Koncept je učitev v glavi. Znanje naj bi se prenašalo direktno v možgane preko nevronskih vmesnikov. Torej, naučim se jezika v nekaj dneh ali rešujem matematiko na doktorski ravni pri 15. To je ideja, ja. Neposreben dostop do znanja in računskih zmožnosti v umu. Ampak, ali je to še učenje? Kaj pa razumevanje, povezovanje, kritično mišljenje, zveni kot pasivno nalaganje podatkov? To je absolutno ključno vprašanje. Esej se bolj osredotoča na potencial.
manj na te pasti. Omenja pa tudi učenje kot doživetje. Aha, tisto z virtualno resničnicijo. Ja, učiš se zgodovine tako, da stojiš zraven Kolumba ali opazuješ Newtona. Znanje postane izkušnja. In potem končno vrhunec vsega tega. Univerzalna ustvarjalnost, da ne bomo več rabili fizičnih orodij. Ja, ustvarjali naj bi neposredno z mislimi. To je ta končni preskok. Arhitekt pomisli na hišo. In UI ter avtomatizacija jo zgladita. Pisatelj misli zgodbo. In se zapiše. Glasbenik sliši simfonijo. In osebni genij jo prevede v note ali virtualno izvedbo. Telefon ali ta umestnik postane ultimativno orodje za manifestacijo idej. Kakšne pa bi bile družbene posledice? Tukaj esej postane najbolj optimističen, morda utopičen. Trditev je, vsak človek je lahko genij. Vsak. Ja, ker naj bi bil dostop do znanja, moči, orodij univerzalen in neposreden. Razlike med kmetem v Afriki in profesorjem na Harvardu naj bi izginile. Otrok iz revne soseske bi lahko razstavljal v Louvru? Tako nekako, slika esej. Dosegli naj bi pravo enakopravnost možganov. Zveni skoraj prelepo, da bi bilo res. Kaj pa nevarnosti? Temnejša plat. Dotakne se jih, ja. Čeprav ostaja pretežno optimističen. Govori o odgovornosti, ki pride z močjo. Postavlja tudi vprašanje, ne? Ja, tista ključna. Kaj, ko naprava ve o nas več kot mi sami? Ko lahko predvidi odločitve, morda manipuliraš čustvi. Je to osvoboditev ali... Ali nova oblika zasužljenosti, točno. In kakšen je končni odgovor avtorja? Kljub vsemu je ton zelo optimističen, celo ekstatičen. Izraža vero v človeški duh, v našo sposobnost, da to modro uporabimo. Uporablja izraze kot ekstaza, bogopodobnost. Ja, tehnologijo vidi kot darilo, orodje za uresničitev našega potenciala kot soustvarjalcev vesolja. Človek ne bi ostal gospodar. Torej, če povzamem to, res vrtoglavo vizijo. Telefon se preobrazi iz predmeta v podaljšek uma, Boga v žepu. To omogoči kvantne računalnike, osebno UI, revolucijo v zdravstvu, izobraževanju, ustvarjalnosti. In vodi k radikalni preobrazbi družbe in nas samih. Zaključna misel eseja je pa kar močna, ne? Je. Povabilo in zaupanje, prihodnost ustvarjamo sami, zdaj, to pa so orodja, konča se skoraj poetično. Dobrodošel v prihodnost, dobrodošel domov. Res močna vizija. In mogoče je prav tukaj prostor za najino končno misel, ki izhaja iz tega, ampak gre še malo dlje. Ja. Če se uresniči vsaj delček tega, se zdi, da največji izziv ne bo tehnične narave. Ne bo v tem, kako narediti to tehnologijo. Ampak kako bomo obvladovali sebe, ko bomo imeli na dosegu misli takšno skoraj neomejeno moč? To je res ključno vprašanje in še eno se mi poraja. Povej. Kakšne nove etične okvire bomo rabile? V svetu, kjer lahko misel postane dejanje z globalnimi posledicami? Ja. In kaj se zgodi s konceptom jaza, naše individualnosti, ko je naš tako prepleten z zunanjo inteligenco, z omrežji? Vprašanja, ki gredo res daleč onkraj tehnologije. V samo bistvo tega, kaj pomeni biti človek. Absolutno. O tem je vsekakor vredno razmišljati naprej.